darovalcev na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za presaditev organov in tkiv Slovenija Transplant me ni bilo strah. Čutila sem mir in ponos. Tako je zapisala avtorica predstave Katja Vidmar. Tema, ki nas nagovarja nocoj, je premislek in odločitev o prostovoljnem vpisu v register darovalcev organov, ko se naša življenjska pot zaključi. Dejanje, ki pusti sled, a hkrati daje upanje. Zato smo še posebej veseli, da lahko na oder najprej povabimo dr. Andreja Gadžijeva, direktorja Slovenija Transplant, in ga prosimo za pozdravni nagovor. Hvala lepa. Spoštovani ustvarjalci predstave, spoštovani gostje, drage sodelavke in sodelavci, dober večer. V veliko čast mi je, da vas lahko v imenu Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija Transplant pozdravim na današnji večer, ki ni običajen kulturni dogodek. Je srečanje umetnosti, medicine, človečnosti in odgovornosti. Je povabilo k odločitvi in razmisleku o darovanju organov po smrti. Naslov predstave Odloči se je močan, ne nagovarja nas z ukazom, temveč z vprašanjem. Kaj vemo o darovanju? Kako razumemo svojo vlogo? Ali smo se o tem že pogovorili s svojimi bližnjimi? Ali poznajo našo voljo? Nas je strah spregovoriti o darovanju organov? Smo se že odločili, kaj želimo po smrti? Darovanje organov je eno najbolj altruističnih dejanj v medicini. Na Zavodu Slovenija Transplant zato že leta ozaveščamo o tej pomembni odločitvi ter spodbujamo in raziskujemo omenjeno področje. Odločitev za darovanje ni samo intimno, osebno vprašanje. Za takšno odločitev so ključni širši dejavniki, kot so zaupanje v zdravstveni sistem, prepričanje, da sistem deluje transparentno in etično, ter občutek družbene solidarnosti in varnosti. Dejstvo je, da živimo v negotovem času, ki je preobremenjen s krizami. Navzven se ustvarja medijski in informacijski kaos, kjer se slabe in lažne novice tržijo bolje kot dobre zgodbe in strokovna pojasnila. Tudi strah se prodaja bolje kot upanje. Ko sem pripravljal govor, sem samo pogledal naslovno stran najbolj obiskanega novičarskega portala in že na prvi strani so bile izpostavljene novice, kot so afera, škandal, alarm, tragedija, izbruh nove epidemije. Ko smo od strahu že ohromljeni in skrčeni v svoj mali svet, ko so meje med dejstvi in lažmi zabrisane, postanejo legitimna vprašanja. Komu zaupati? Komu verjeti? Kako se odločiti? Ima moja odločitev sploh kakšen pomen? Zagotavljam vam, da ja. Pogovor o darovanju organov je pogovor, ki ima ogromno moč. Odločitev za darovanje organov pa konkreten in neposreden vpliv na nas in na druge. V Slovenija Transplant poudarjamo. Odločitev za darovanje organov in tkiv naj bo avtonomna, prostovoljna in informirana. To pomeni, da jo sprejemamo z razumevanjem, kaj darovanje pomeni, zakaj je pomembno, kako poteka in kakšno moč ima lahko njegova odločitev za druge ljudi. Že Napoleon Bonaparte je rekel, da nič ni težjega od sprejemanja odločitev. A hkrati in ravno zato je ta človeška sposobnost tako dragocena in pomembna. V Sloveniji brez soglasja ni darovanja. V primeru, da človek umre na način, da je mogoče darovanje, se naši transplantacijski koordinatorji o možnosti darovanja vedno pogovorijo s svojci. Če je umrli željo po darovanju organov že v času življenja formalno izrazil v registru, je pogovor zgolj informativne narave. Svoboda izbire prinaša tudi odgovornost do tega,
kako se v najbolj ključnem trenutku odločimo. Takrat, ob izgubi bližnjih, sploh če gre za nepričakovano, nenadno smrt, smo v šoku, hudi žalosti, zmedeni, zato pogosto nismo sposobni sprejemati kompleksnih odločitev. Prav zato je tako pomembno, da se o darovanju pogovarjamo prej, mirno, iskreno, ne takrat, ko smo že soočeni z bolečino, ampak takrat, ko lahko svojo odločitev oblikujemo premišljeno in v skladu s svojimi vrednotami. Predvsem pa ne na osnovi strahu. Neutemeljeni dvomi, strahovi in odpor so pogosto zadržki pri odločitvi. Vabim vas, da pregledate gradivo, ki smo ga pripravili za danes, prikaz postopkov v celotnem sistemu, odgovore na najpogostejša vprašanja, navodila za vpis v register, ali obiščete spletno stran Slovenija Transplanta, kjer najdete kredibilne informacije o darovanju organov. Več, ko vemo, bližje, ko nam je področje, manj je dvomov in strahu. Iskreno se zahvaljujem Katji Vidmar, Albertu Podrekarju, Miti Popovskemu, plesalkam ter vsem, ki ste sodelovali pri nastanku predstave. Hvala, ker ste k tej zahtevni temi pristopili z zagonom in pogumom. Posebna zahvala gre tudi vsem sodelavkam in sodelavcem Slovenija Transplanta ter tistim v širši donorsko-transplantacijski mreži. Vaše vsakodnevno delo pogosto ostaja skrito javnosti, a je neprecenljivo, saj poganja sistem. V njem se prepletajo strokovnost, odgovornost in dostojanstvo do človeka. Predvsem pa se ob takih priložnostih s spoštovanjem spomnimo vseh darovalcev in njihovih svojcev. Njihova odločitev, soglasje za darovanje, je mnogim omogočila zdravljenje in preživetje. Naj bo torej današnji večer vabilo, ne k hitrim odgovorom, ampak k pogovoru, ne k pritisku, ampak k razumevanju, ne k strahu, ampak k informirani in umirjeni odločitvi. Želim, da vas predstava nagovori in da odpre pogovor, ki ga moramo kot družba opravljati pogosteje, bolj odprto in bolj človeško. Hvala. Hvala lepa. Najlepša hvala. Častno pokroviteljstvo predstave pa je pod okriljem gospe Vlaste Nussdorfer, nekdanje varuhinje človekovih pravic in svetovalke predsednika Republike Slovenije, pisateljice in podpornice umetnosti, ki pa danes ni imela časa oziroma imela druge obveznosti, zato se je opravičila, a nam poslala video nagovor. Poglejmo si ga. Spoštovani, cenjeni in dragi, dobri ljudje. Tako vam pravim, ker to tudi ste. Danes ste namreč na prav posebni predstavi o darovanju organov. Zagotovo boste iz dvorane odšli povsem drugačni. Danes tu ni ne točk, ne pik in ne priznanj. Prišli ste vsak s svojim namenom in to dobrim. V našem življenju so dnevi, dogodki in ljudje. Dnevi so zelo različni. Nekatere bi kar podoživljali. Želimo si, da bi se ponovili, ker so bili tako lepi in srečni. So pa tudi taki, na katere bi radi pozabili, jih nikoli več doživeli in tudi ne bodo prišli. Kajti vsak dan je edinstven. Živimo za današnji dan. Včeraj je namreč preteklost in jutri popolna neznanka. So pa tudi dogodki, tako zelo različni. Ako jih priredi Katja Vidmar s svojim Albertom in ekipo dobrih ljudi, je edinstveno in neponovljivo. V čast si štejem, da sem že 4. pokroviteljica tako pomembnih dogodkov, kot je današnji. In danes posebna, edinstvena predstava o darovanju organov. Kako pomembno, da nekateri živijo celo po smrti
ker darujejo, ker so dobri in ker so drugačni. In zato govorim o posebnih ljudeh. Tak je bil zagotovo naš Urban, junak zgodbe o tem, kako lahko 14-letnik spregovori o smrti in o tem, da želi, da živi po njej še naprej. Današnja predstava je torej edinstvena. Govori o mladih ljudeh, ki razmišljajo ne le o sebi, pač pa tudi o drugih, ki govorijo odprto o tem, da lahko, če se jim zgodi najhujše, drugi prejmejo njihove organe. Posnemajmo jih, naj bo čim več takih, ki se bodo odločili za darovanje organov, kajti to je izjemno plemenita poteza. Živimo naprej, tudi ko nas ni več. Izjemno pomembna podpornica plesa in spletna medijska pokroviteljica vseh naših predstav pa je gospa Barbara Drnač, ki v edini plesni oddaji Parada plesa predstavlja in združuje vse plesne zvrsti in ni jih malo. Danes je tu med nami, zato jo vljudno vabim na oder. Hvala, Tjaša. En lep plesni pozdrav v imenu Parade plesa. Zelo sem vznemirjena vedno pred premiero, kadar postavlja na ogled koreografinja Katja Vidmar. V današnji predstavi Odloči se mi zdi, da bo odpirala vprašanje izbire, poguma in trenutkov, ki lahko nepričakovano spremenijo tok življenja. Predstava Katje Vidmar in Mitje Popovskega v izvedbi Katja Dance Company nas bo morda spomnila, da so največje spremembe v življenju pogosto skrite v čisto majhnih odločitvah. Veseli me, da lahko kot medijski partner podprem projekt, ki skozi ples odpira prostor za razmislek, emocijo in dialog. Na koncu predstave sem prepričana, da se bomo vprašali, kaj bi pa jaz izbral. Odločitev je na nas. Katja, hvala za vse tvoje predstave in še vedno ostajaš rekorderka slovenskega plesnega prostora v svojih ponovitvah. Čeprav se včasih zdi, da ostajaš mogoče tudi nekoliko prezrta. Ampak ja, ti si odločna in ti si se že odločila in verjamem, da se bomo po koncu predstave odločili tudi mi. Hvala lepa, uživajte. Najlepša hvala. Poslanstvo Katja Dance Company je tudi zaveza, da so vse predstave dobrodelne. Zato izkupiček od prodanih vstopnic te predstave namenjajo društvu Slovenija Transplant. Z nami je predsednica tega društva, gospa Nina Žitek, ki jo vabim na oder, da na kratko predstavi vaše društvo. Samo popravek, mi smo Slovensko društvo Transplant, ne Slovenija Transplant, da ne bo pomote. Spoštovani gostje, cenjeni ustvarjalci predstave Odloči se, iskreno dobrodošli. A veste, prav ganjena sem, ko vidim, koliko vas je, koliko nas je, dvorana je polna. Tukaj smo danes zbrani vsi, svojci darovalcev, transplantirani, zdravstveni delavci, prijatelji, podporniki, ustvarjalci, ljubitelji umetnosti in vsi, ki verjamemo v moč človečnosti. Vsak izmed nas nosi svojo zgodbo. Nekdo zgodbo izgube, drugi zgodbo upanja, tretji zgodbo novega začetka. Prav vse pa nas povezuje nekaj zelo dragocenega. Življenje. Tukaj smo zaradi ljudi, zaradi zgodb, zaradi odločitev, ki spreminjajo življenja. Na eni strani
so darovalci organov in njihovi svojci. Ljudje, ki v trenutkih neizmerne bolečine najdejo moč za največje dejanje solidarnosti. Pogosto ostajajo v ozadju, tiho. A prav zaradi njihove odločitve mnogi med nami danes živimo dalje. In na drugi strani smo mi, transplantirani. Živimo, ker se je nekdo nekoč opredelil za darovalca, oziroma so to storili njegovi svojci. To so storili njegovi partnerji, starši, bratje, sestre. In prav zato je današnji večer tako pomemben. Predstava Odloči se ni le umetniški dogodek, je prostor srečanja. Je prostor hvaležnosti, prostor razmisleka in prostor povezovanja. Dovolite mi, da najprej izrečem iskren in globok hvala. Hvala darovalcem. Hvala njihovim družinam in svojcem. Hvala zdravstvenim ekipam, pilotom, vsem strokovnjakom, ki svojim znanjem, srčnostjo in predanostjo vsak dan skrbite za bolnike ter vračate upanje. Iz srca se zahvaljujem Katji Vidmar in Albertu Podrekarju, pobudnikoma tega izjemnega projekta. Hvala, ker sta skozi umetnost odprla prostor za temo, ki je tako pomembna, a pogosto premalo izgovorjena. Posebna zahvala gre tudi vsem plesalkam plesne skupine Katja Dance Company in Zavodu Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija Transplant, ki so skupaj ustvarili tako srčen, iskren in ganljiv projekt. Verjamem, da se vaša predanost, energija in človečnost čuti v vsakem delu te predstave. Želim si, da bi ta predstava odprla tudi pogovore, ki jih pogosto odlašamo. Pogovore o darovanju organov. Pogovore, ki se morajo začeti doma, med partnerji, starši, prijatelji, otroki. Kajti, ko se o tem pogovarjamo prej, lahko v najtežjih trenutkih drug drugemu podarimo jasnost, mir in razumevanje. Prepričana sem, da nas tudi v prihodnje čaka še veliko zgodb in predstav, ki nas bodo združevali v skupnem poslanstvu, širiti zavedanje, graditi razumevanje, spodbujati ljudi k razmisleku o odločitvi za darovanje organov ter graditi družbo, kjer tematika transplantacij več ne bo tabu. In naj bo ta večer nekaj, kar bomo odnesli s seboj, kot sled v srcih in kot upanje za prihodnost, kjer bo vsaka zgodba o življenju navdih za pogumno odločitev. Hvala vam in hvala, da boste nocoj odprli srce. Hvala. Najlepša hvala in ne nazadnje iskrena hvala tudi slehernemu med vami, tistim na odru, tistim za odrom, vam pred odrom, ker podpirate in delate dobra dela. Zdaj pa je napočil čas, da nas nagovorijo ples, glasba, videoprojekcija in besede. Uživajte v predstavi.
Živjo, mi smo 4-članska družina. Bili in vedno bomo, kljub temu, da smo postali drugačni. Rok, Tadej, jaz sem Polona, to je pa naš Urban. Pri 14 letih je postal darovalec. Urban je Tadejev vzornik, Tadej je pa Urbanov sogovornik. Od nekdaj. Njuno skupno druženje v prostem času, klepetanja, hihitanja, pregovarjanja in iskanja kompromisov, neskončna pogajanja, predvsem z nama z Rokom seveda, predvsem pa tudi njuno tekmovanje, sodelovanje, občudovanje in zaupanje. To je tisto, na čemer sta gradila svoje prijateljstvo in skupne skrivnosti. To je njuna bratska vez. Pa Ordej, se res, imata tudi skupen domišljijski svet in svoj črkopis. Njuno medsebojno zaupanje, Urbanova plemenita odločitev in predvsem tudi Tadejev pogum so rešili 3 življenja. Zame, fanta moja, pa sta sinonim bratske ljubezni, ki vsem nam in med nami poglablja Urbanovo sled. Hvaležna sem do Ordeja, da sta moja. Vse to je bilo, je in bo njuna bratska vez. V življenju so trenutki, ki nas zaznamujejo, nas zaobjamejo in postanejo neločljivi del nečesa, kar nas poveže z drugimi. Ko ženska postane mama, se svet okrog nje ponavadi ustavi. Vse, kar se dogaja, je povezano z otrokom, bitjem, ki stalno potrebuje mamino pozornost in bližino. Seveda so tu tudi drugi člani družine, oče, babice in dedki, prijatelji. Ampak vloga mame je bila zame nekaj res povsem novega. Prevzela me je z vso močjo in posvetila sem se temu z vsem svojim srcem. Malo bitjece pa je raslo in se razvijalo v nagajivo, radovedno deklico, ki je včasih preizkušala meje na precej nenavadne načine. Kako splezati čim više brez rok? Kako miže prehoditi nevaren most? Kako razjeziti vse okrog sebe s trmastim vztrajanjem, da hoče palačinke pozno zvečer in pika. Ob tem pa je rasla moja ljubezen do nje. Povezanost med nama se je kazala na različne načine. Včasih ni nihče razumel, kako močna je najina vez in zakaj. Ni veliko jokala. Le takrat, ko se je res slabo počutila, ko jo je oblivala vročina in ko je težko dihala. Takrat sem jo lahko pomirila le jaz. In čeprav sem bila verjetno še bolj prestrašena kot ona, sem ji brala in pripovedovala zgodbe, da bi se počutila varno in mirno.
courage will come your way. It's the need that burns, the trust that shines when you climb out of the shade. Your high awakes, the things you wanna be. Where the air's thin and sweeps you off your feet. Where the heart is, when the light's at your side, and the face ready. No more guidance, take the lead of your life as the ground shaking. Shaking up your troubled soul, silence seems to grow. It's the fade inside, without that faith, the world dissolves below. Your high awakes, the things you wanna be. Where the air is thin and sweeps you off your feet. Where the heart is, when the light's at your side, when the fate's ready. No more guidance, take a leap of your life as the ground is shaking. You are falling to the stars, you are falling. You are falling to the stars, you are falling. You are falling to the stars, you are falling. And you are falling to the stars, you are falling. Where the heart is, when the light's at your side, when the fate is ready. No more guidance, take a leap of your life as the ground is shaking. Če bi vedela, da bo tisto jutro v maju tako zaznamovalo naše življenje, bi prej marsikaj spremenila. Tako pa nas je vse zadelo nepripravljene. Do tistega dne nismo razmišljali o tem, da bo čas tako zelo vplival na dogodke. Zoja je rasla, njeno zdravstveno stanje pa se je slabšalo. Obiskali sva veliko specialistov, ki so iskali vzroke za njene težave z dihanjem. Končno se je izkazalo, da gre za prirojeno napako in se njena pljuča niso dovolj razvila, poleg tega pa je vsako nihanje imunskega sistema povzročilo, da se je dušila. In to je bilo zelo zastrašujoče. Dnevi v bolnici so bili vse pogostejši in strah pred neznanim vse večji.
V plesni dvorani je bilo vedno zelo živahno. Plesalke so med ogrevanjem klepetale, gledale videoposnetke in nestrpno čakale trenerko. Čas, ki so ga prebile v dvorani, je bil zanje najlepši. Kljub naporu, zahtevnim vajam in odpovedovanju, nikoli niso izpustile treninga. Bližal se je mesec, ko bodo odpotovale na tekmovanje in priprave so od njih terjale vso energijo. Vsaka med njimi je točno vedela, kako mora izvesti svoj del koreografije. Zaupale so druga drugi in dihale druga z drugo med plesanjem. Tara je po treningu čakala Nejo pred dvorano. Morala je na zrak, ker je bilo v dvorani vroče in zadušljivo. Vdihovala je večerni zrak mesta in si predstavljala, da bi lahko letela nad stolpnicami in gledala ljudi pod seboj. Zamižala je in si predstavljala sebe nad oblaki.
pages turning. I see the candle burning down before my eyes, before my wild eyes. And I feel you holding me tighter, I cannot see. When will we finally breathe? Zadnje čase je težko zdržala do konca treninga. Zadihala se je že pri ogrevanju in pri preplesavanju koreografije včasih začutila, da ji zmanjkuje moči. Trenerka je to opazila in jo opominjala, ampak res ni šlo. Shattered like you've never been before. The life you knew in 1,000 pieces on the floor. And words fall short in times like these, when this world drives you to your knees. You think you're never gonna get back to the you they used to be. Tell your heart to beat again. Close your eyes and breathe it in. Let the shadows fall away. Step into the light of grace. Yesterday is a closing door. You don't live there anymore. Say goodbye to where you've been and tell your heart to beat again. Just let that word wash over you. It's all right now. Love's healing hands have pulled you through. So get back up, take step one. Leave the darkness, feel the sun. 'Cause your story's far from over and your journey's just begun. Tell your heart to beat again. Close your eyes and breathe it in. Let the shadows fall away. Step into the light of grace. Yesterday's a closing door. You don't live there anymore. Say goodbye to where you've been and tell your heart to beat again. Let every heart break and every scar be a picture that reminds you who has carried you this far. 'Cause love sees further than you ever could. In this moment heaven's working everything for your good. Tell your heart to beat again. Close your eyes and breathe it in. Let the shadows fall away. Step
step into the light of grace. Yesterday's a closing door. You don't live there anymore. Say goodbye to where you've been and tell your heart to beat again. Your heart to beat again. Beat again. Oh, so tell your heart to beat again. Ponedeljek je bila zadnja generalka pred odhodom na tekmovanje. Živčnost je naraščala. Trening se je začel in Neja se je ozirala proti vratom. Tare še ni bilo in to ji res ni bilo podobno. Res, da je prejšnji teden zbolela in je ni bilo na trening. Ampak v petek sta se slišali in Tara ji je po telefonu rekla, da bo naredila vse, da pride na generalko. Trenerka je dala znak, naj se postavijo na svoje pozicije. Tare ni več. Množica žalujočih je stala na dežju in poslušala zvok violine, ki je donel med kapljicami. Neja je neutolažljivo jokala. Ko bolezen zareže v mlado življenje, nihče ne razume zakaj. 1000 vprašanj je rojilo po glavi. Zakaj me ni poklicala? Kako je mogoče, da je ni več? Kako naj sprejmem, da ne bova več sedeli v parku, se skupaj smejali, plesali? Tišina je naznanila, da je obred zaključen in drug za drugim so vsi počasi odhajali proti izhodu. Neja je nemo stala pred fotografijo prijateljice.
Tarina mama je Nejo poklicala čez 10 dni. Povedala ji je, da so Tarina pljuča zdaj del nekoga, ki jih je nujno potreboval. To je bila Tarina želja. In njeni starši so spoštovali to njeno pogumno odločitev. Rekla je še, da verjame, da je Tara s tem nekomu dala možnost, da živi. Njen glas je v Neji sprožil spomine in nobena beseda ni prišla iz njenega grla. Razumela je, da jo je skušala Tarina mama potolažiti, ampak Nejina žalost ob izgubi prijateljice je bila prevelika, da bi ji lahko kaj vzpodbudnega rekla nazaj. Telefon je zazvonil in ko sem se oglasila, mi je glas na drugi strani razlagal, da so našli ustreznega darovalca in da naj se nemudoma zglasimo v bolnici, kot smo dogovorjeni. Še preden sem dojela pomen vseh besed, sem zagrabila pripravljeno torbo in med hitenjem proti vratom vsem razlagala, kaj so mi naročili. Zoja me je zmedeno gledala, mi slepo sledila in vznemirjeno pogledovala zdaj mene, zdaj druge člane. V meni pa je vrelo. Operacija, novo upanje, tveganje, okrevanje. Bo njeno drobno telo zdržalo vse to? Tako zelo sem si želela in upala, da bodo našli ustreznega darovalca in da bo njeno telo sprejelo nova pljuča, da bi lahko spet zadihala na polno in se ne bi po noči v strahu prebujala in poslušala, če še diha. Kako krhko je življenje.
Prosim, despedir pornik. Čakanje je nekaj, kar ubija. Občutek, da kot mama ne morem storiti ničesar več, lahko samo čakam in upam, da v operacijski dvorani vse poteka tako, kot so predvidevali, je neopisljiv. Seveda sem jim zaupala, ampak tokrat je operacija pomenila živeti dalje. Ali pa želela sem si, da bi lahko čim prej tekli do parka in iskali Maurico. Minute so se zdele kot neminljive ure. God knows where I've been. Grey clouds come for me. God knows where I've been. They come for me. They come for me.
God knows where I've been. Grey clouds come for me, they come for me, they come for me. God knows where I've been. Grey clouds come for me, they come for me, they come for me. How graceful it is, how graceful it is, how graceful it is. Oh, the promise that you made to me, how graceful it is. Oh, the promise that you made to me. Let go of your heart. Let go of your heart. Keep your promise. Keep your promise. Let go of your heart. Let go of your heart. Keep your promise. Keep your promise. Življenje je omejen čas, ki nam je dan z namenom, da ga živimo, in smo hvaležni za vsako minuto, vsak trenutek, vsak dotik sočloveka. Vsakič, ko vdihnemo, damo telesu možnost, da lahko deluje. Napolnimo ga z energijo, ki nam omogoča, da se premikamo, doživljamo svet okrog sebe, se izobražujemo, razumemo, ustvarjamo, ljubimo, smo del družbe. Naša naloga je, da razumemo, da smo na svetu toliko časa, kot nam je namenjen, a lahko v tem času naredimo toliko dobrega in pomenljivega, da tudi, ko nas ni več, ostane za nami sled. Sled, ki sporoča, da smo se zavedali, kdo smo. Lahko smo več kot to. Lahko smo možnost, ki nekomu pomeni še en vdih, še en trenutek. Vse, kar moramo storiti, je, da se odločimo, da želimo postati del mreže, ki to omogoča. Zato je pomembno, da se v življenju poučimo, izberemo in odločimo, ali želimo biti več kot človek.
oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You've never failed, and you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior.